Lep in prijazen dan vam želim iz Izole. Natančneje s pogledom na marino in staro mestno jedro. No, namen tega posnetka pa ni, da vam prikazujemo staro mestno jedro in tudi ne tukajšnjo marino, ampak tole zemljišče, ki vidite tukaj. To je zemljišče velikosti, da boste verjeli, 20.106 kvadratnih metrov, in sicer gre za stavbno zemljišče na res elitni lokaciji, tukaj ob Dantejevi cesti, ki teče mimo te vile, ki jo vidite na oni strani, ali pa za tem zidovjem. In zemljišče naj bi bilo namenjeno za razvoj turizma v občini Izola. No, res pa je, da je omenjeno zemljišče pod taktirko občinskega sveta občine Izola in čakajoč na novi OPN, ki pa ga svetniki in svetnici in županstvo niso uspeli spraviti v življenje. Faktor pozidave je 0,6. To pomeni, da je 1/6 celotne te površine 20.106 kvadratnih metrov namenjena pozidavi, 0,3 delež je namenjen zelene površine in faktor izrabe gradbene parcele, da imate boljši občutek, je 1,2. No in sedaj, ko to gledamo, je to seveda zemljišče v mestu Izola eno od pomembnejših. V OPN-ju, ki smo si ga ogledali, so si občinski veljaki omišljali marsikaj ne prav posebnega, ne prav razvojno usmerjenega. Zanimivo, recimo lahko bi imeli tukaj enega od najbolj zanimivih turističnih ponudb, to je kongresni turizem. Lahko bi imeli spodaj pravi trgovski center z vsemi ostalimi dejavnostmi in na vrhu dvoran namenjene kongresnemu turizmu, pa bi lahko seveda imeli tudi turistično ponudbo tistih, ki bi se udeležili kongresnih dejavnosti na tem področju. No in še zadnji podatek. 20.000 kvadratnih metrov te površine, kar nekaj parcel je, sestavni del tega področja, se prodaja po ceni 8.860.000 evrov, seveda s pripadajočim davkom. In kot vemo, zemljišče žal trenutno nihče ni pripravljen kupiti. In seveda, zakaj pa ne? Ker je mesto občina sama, kot kaže, z svojim OPN-jem, s svojo neprav usmerjeno strategijo, nima pravih rešitev, kaj bi gradila tukaj. Mi trdimo, da je prava rešitev poslovno-kongresni turizem, ki bi zagotovo Izoli ponudil več kvalitetnih delovnih mest in seveda tudi celoletno dejavnost na področju turizma, ki je rak rana enega od najbolj eminentnih mest z razpadajočimi tovarnami, kot so tale tovarna, ki vidite tukaj, ki so jo razsuli pod narekovajem novodobni kapitalisti, da ne govorimo o tistih prostorih ali pa področju, ki se nahaja tam zadaj za mestnim jedrom,
To je področje nekdanje tovarne Delamaris in ladjedelnice, ki prav tako razpada pred očmi javnosti in je seveda neuporabna. Upati je, da bo nekoč segla v možgansko tkivo. Ideja tako lokalnim voditeljem kot tistim mečkačem v Ljubljani, da bodo v bistvu poskušali na področju Istre oziroma slovenske Istre, kakor komu ljubše, da bo ta področja zazidala in namenila razvojnim občinam razvoja občina Izola, ki recimo premore približno 16.000 prebivalcev, ki so nekoč delali v teh tovarnah, res da z ne prav ustrezno izobrazbeno strukturo, vendar bi se v bistvu mlada generacija, ki prihaja, brez težav prilagodila novim eminentnejšim razvojnim korakom, seveda, če bi jih kdo znal zagotoviti tej isti generaciji. A žal to niso znali, ni na lokalni ravni in ni na državni ravni. To je bil naš kratek prispevek iz področja zazidljive lokacije, in sicer na zemljišču ali pa ob zemljišču Argolina v Dantejevi ulici v Izoli. Lepo se imejte in mislite s svojo glavo, ker to na lokalni ravni in na državni žal ne znajo. Nasvidenje.